Ok, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes sva z vami Jure Gubanc in pa Luka Hren iz Kineziološkega centra KinVital in vam bova predstavila naše delo, naše dosedanje uspehe, neuspehe, vse, kar smo se naučili v tem letu 2018, pa tudi prej. Predvsem se bova fokusirala danes na področje, ki ga mi predvsem najbolj naslavljamo, in sicer gre za področje terapij in rehabilitacij. Torej, kako povrniti ljudi na najvišji možen nivo funkcionalnosti. Najprej bova šla malo čez, ker se izteka tole naše leto 2018. Zato sva se odločila, da malo se pogovoriva in malo izmenjava nekaj mnenj o prihodnosti rehabilitacije in o trenutnem stanju rehabilitacije pri nas v Sloveniji in v svetu. Začela bova nekako s tem, kako smo mi začeli to naše leto 2018, ki je bilo zelo zanimivo in pestro. In sicer začeli smo ga s tem, da smo gostili največjega strokovnjaka za hrbtenico, za ledveno hrbtenico na svetu, dr. Magila. To je bil v bistvu tak prvi mal večji dogodek seminarja, izobraževanja. Tukaj smo v bistvu spoznali kar nekaj novih stvari z področja res tistih najbolj naprednih metod rehabilitacije hrbtenice. Potem smo nadaljevali pa tudi kar z nekaj svojimi seminarji, z našimi seminarji v režiji KinVitala, ki so bili zelo odlično obiskani. Se spomniš, katere vse smo imeli čez. Jaz sem imel kar nekaj, kar se tiče hrbtenice, potem smo imeli... Ja, bilo nekaj stvari. Ja, lep pozdrav še z moje strani, jaz sem Luka. Ja, v bistvu leto 2018 je bilo prelomno za KinVital glih z tega področja. V bistvu smo začeli seminarji takrat z Magilom, pa kar nekaj svojih, se pravi, tako z področja športa, kondicijske priprave, kot tudi v bistvu za same terapevtskih vaj, rehabilitacij in tega, tako da bilo je v vratni hrbtenici, ACL-u. V vratni hrbtenici smo gostili, v bistvu delamo tudi z našo kolegico Živo, ki je v bistvu ena vodilnih na področju poznavanja in razumevanja mehanike in poškodb vratu. Ja. Tudi na to smo zelo ponosni, smo začeli sodelovanje z njo. Upala, da jo tudi uspela gostiti v eni od naslednjih. V naslednjih oddaj bo tudi ona pri nas. To smo imeli potem. V bistvu, če povzamemo na naše izobraževanje, so bile predvsem kako nekako metode iz kineziološke, neke vadbene znanosti, prenesti tudi na področje rehabilitacije. Mislim, da nekaj, kar v bistvu še ni toliko poznano in prisotno v slovenskem prostoru, in se mi zdi iz tega stališča tako to, kar mi trenutno delamo, se mi zdi zelo zanimivo tudi za bodoče, za vse bodoče terapevte ali pa bodoče trenerje. Ker nekako postavljamo most med obema strujama, in sicer med terapevtsko in pa vadbeno strujo. Ja, v bistvu mislim, vse to je dokaj normalno. Če tako pogledaš, kineziologija kot študij prisotna v Sloveniji nekje od leta 2009. Tako da mi v bistvu delamo 5 let pa pol kot KinVital, s tem, da v bistvu bolj z področja res samih terapevtskih vadb in vsega tega je to nekje... Zadnje 3-4 leta. Ja, v bistvu zdaj bo nekje 4 leta, ker smo tukaj na tem področju prisotni. In ja, če tako gledamo, da smo v bistvu eni prvih, ki smo se tega lotili z tega področja tudi, ja, pač normalno, da se še dokaj zadeva razvija. Ja, in to je tudi videti na teh seminarjih, pač ljudje tako z, zdravniške, fizioterapevtske stroke so v bistvu zelo navdušeni nad tem znanjem, pač, ker vidijo, da jim je lahko tudi neka dopolnitev, ker pač ja, neka področja se prekrivajo in pač v teh vmesnih obdobjih je super, če zastopimo in mi njihovo delo in oni naše. Ja, tako da ja. Glih to se mi zdi, da je bilo malo preveč v bistvu neke luknje med obema svetovoma. Ja, sigurno. Mislim, predvsem je bila ta luknja, pač, ta luknja še vedno je prisotna, če čisto pogledaš, javni zdravstveni sistem, pač ta luknja tam manjka. Kot človek pač recimo se poškoduje, recimo vzajemo za primer križno vesa, potem že itak čaka nekaj časa na se pravi rekonstrukcijo križne vezi. Že tle je ena luknja, ki bi se lahko dobro v bistvu pripravil že do same operacije. Potem pa luknja po operaciji. Zdaj recimo, kar je v Sloveniji dobra stvar, so te toplice, recimo, da dobiš 14 dni v toplicah. Vse ostalo je pa zelo velika praznina. Recimo, da opravi za neko fizioterapevtsko obravnavo po nekih recimo 2-3 mesecih, ampak vsi vemo, da on od
tistega stanja do nekega popolnega okrevanja je še svetlobna leta oddaljena. In potem pa je, normalno, da je v bistvu ena najbolj pogostih stvari za ponovno poškodbo je predhodna poškodba istega tipa. Tako da to je sigurno. Kar v bistvu nakazuje na nek velik manko v rehabilitacijskem procesu. Kaj bi rekel, kako bi ocenil, kako se bo ta smer rehabilitacije razvijala v prihodnosti, pa kako je nekako stanje danes, kako bi ga Mina to ocenila iz svojih izkušenj? Ja, mislim, jaz bi rekel tako, sej nekako s tem vstopom kineziologije imaš širšega tega znanja, tudi z tega kineziološkega področja, vse stvari spreminjajo. Se pravi, nastajajo neki timi v Sloveniji, kjer v bistvu se lahko povezuje zdravniška stroka, fizioterapevtska stroka in kineziološka. Sicer so to velikokrat zgolj še neki zametki, tako da stanje definitivno še ni tako, kakršno bi želeli, verjetno vsi, da bi bilo. Se mi zdi, da kar tudi pri nas opažam, ker se tudi sploh zelo povezujemo z in zdravniki in fizioterapeuti. Se mi zdi, da največja ovira niti ni toliko želja, ampak morda ravno to začetno utipavanje, ker v bistvu ne razume, predvsem še te tradicionalne stroke ne razumejo še toliko nekako pomena našega dela, pomena v bistvu tega našega pregleda, mehanike gibanja, razumevanja, kako strukturirati vadbeni program in kako v bistvu človeka, kako razumeti te detajle pri vajah. Sigurno, ker čisto, če pogledamo, že razumevanje našega dela je tako, vi se ukvarjate z vadbo, vadba je tako nekaj splošnega, je dokaj vseeno, gre človek na pilates ali gre na nekaj drugega, on bo zdaj vadba, vse je vadba, v bistvu teh detajlov velikrat ni. To se vidi že ful dobro to se izjemno dobro vidi pri v bistvu nasvetih, ki pogosto ljudje dobijo pri terapevtih ali pa pri zdravnikih, ki so pogosto zelo. Tukaj res zelo apeliram tudi na vse, ki delujete in na terapevtskem ali pa na zdravniškem, medicinskem področju, da se res plača, da obiskati kakšne naših seminarjev, ker dostakrat so taki nasveti, ki jih dajo v bistvu ljudje, ki imajo sicer neke nazive, medicinske, ampak so nasveti dostakrat zelo neodgovorni, recimo, kolikrat opazimo pri naših strankah, ki pridejo in zdravniki svetujejo, da imajo poškodbo ramena, pa jim svetujejo, kolo ali plavanje ali pilates. Imajo poškodbo bolečino v hrbtenicah, pa jim svetujejo ravno tako plavanje, kolo ali pa pilates. Praktično vedno isti nasveti. Skoraj dve stvari opažam. Skoraj vedno je nasvet plavanje, s tem, da v bistvu nekako se vsi izogibajo tega prsnega plavanja, prstno plavanje, križ, vse ostalo, kravel, hrbtno je v redu. Hrbtno je super, Potem druga zadeva, ki pa opažam, je pa velikrat to, da se nočejo soočati z dejansko težavo. Tako, kot si menil, težava je z ramo, dajte kolesart, ker nekako to razmišljanje, sej človek, če bo šel na sobno kolo, neki hudo z ramo res ne more biti narobe. Ampak rama sicer nikoli ne bo boljša, ampak tudi slabš ne bo. Tako da se v bistvu ne soočajo dejansko z res tisto zadevo, kjer dejansko je problema. Mislim, jaz bi tle čisto poenostavljeno povedal, kot je rekel že Prešeren, nekako lečevle sodi naj kopitara. Jaz ne bom dal nasveta, kirurgu, ki naj zareže, on pa lahko svetuje za njegovega vidika, ampak ne prepusti potem ta del, kar se tiče nekega nadaljnega in periodizacije in se pravi neke mehanike gibanja in vsega tega, ne pa prepusti potem naprej. Čeprav mislim, da bi morali tudi malo poznati vsi tudi to področje naše. Prosim iz tega, da tudi stranki potem svetujejo naprej, oziroma pacientu naprej, da svetujejo, dajte se obrniti na nekega vadbenega terapeuta, na nekega kineziologa ali karkoli. To je veliko bolj odgovorno, se pravi. To je veliko bolj odgovorno, tako je. Ker potem so tudi razni taki nasveti, ki niso le hecni, ampak so lahko tudi v bistvu škodljivi. Recimo, dostakrat slišim, te so zelo legendarni nasveti, da se ne sme dvigovati več kot 5 kg. Pri kakšnih poškodbah. Praktično vedno dajo to mejo 5 kg, za katero mi, ki se ukvarjamo z vajami, vemo, da 5 kg je 5 kg samo takrat, ko je na tleh. Čim človek pobere breme, je že vse od navorov in ročic. Koliko je res. Točno to, kar se mi. Pa na eni strani v bistvu včasih ne več kot 5 kg, potem pa v bistvu svetuje, ne gre ta človek na pilates ali pa na jogo, če govorimo recimo o ljudeh, ki imajo težave s hrbtenico. Pa vemo, da recimo na neki taki zadevi si lahko naredi bistveno več slabega. Po eni strani hočejo zaščititi človeka, po drugi ga pa pošljajo nekam tja, kjer je lahko... Jim dajo nasvete, za katere mislijo, da so varni,
ampak lahko naredijo več škode kot ne. Tudi ta fobija, ki potem nastane, ne, kineziofobija, zaradi tega, ker se v bistvu ljudje ne upajo pol sploh več gibati, ne, ali pa praktično upravljati dela, ne, postanejo tudi zelo nesrečni in nefunkcionalni v življenju lahko zaradi tega. Ne. Ja, pa se ti sam večkrat poudarjaš, pač, prihajamo iz kineziološkega centra, prvi smo, ki bi mogli v bistvu govoriti, kako je gibanje dobro, ampak pač sami večkrat, gibanje ni vedno dobro, gibanje je lahko njemu direktno povzročalo njegovo težavo, poškodbo in vse skupaj. In zdaj, če ga bomo mi še naprej spodbujali v gibanje z enakimi gibalnimi vzorci, verjetno ne bo izplavil iz teh svojih težav, ampak bo samo težave prenašal naprej. Ne? Zdaj, če pogledamo, recimo, kako so se nasveti za rehabilitacijo spreminjali skozi čas, ne, v bistvu še nedolgo nazaj, ne, tudi zdravniki praktično skoraj niso svetovali gibanja. Ne. Je bila neka fobija pred vadbami in fitnessom in tako naprej. Ne. Potem pa smo prišli zdaj v drugo obdobje, ko pa v bistvu tudi že zdravniki in tudi terapeuti in tako naprej spodbujajo, dajte se gospa, dajte se gospod, dajte se gibati, dajte se čim več gibati. Ne. Ampak mislim, da tudi to obdobje se počasi končuje, ne. Zato tudi, kot si poudaril, mi razumemo, ne, da v bistvu vsako gibanje ni enako, ne. Ker v bistvu, če se čisto kmečko vprašamo, ne, kako sploh pride do poškodbe. Pride do poškodbe ne takrat, ko spimo, ne, ali pa jaz dostikrat tudi rečem na seminarjih, astronaut, ne, je razlog, zakaj ga nesajo iz vesoljske ladje, ko pride na Zemljo, ne, na rokah. Ne. Zato, ker ko je v vesolju, ne, ko je brezteznočni prostor, ne, se skoraj ne bo poškodoval. Ne. Ko pride na Zemljo, kjer je gravitacija, so sile, obremenitve, in vse te zadeve, takrat nastane poškodba. Ne. In sam počitek ni problem. Počitek je v redu. Ampak kako se telo adaptira na vse te zadeve, ne, stres in počitek, to je tisto, kar šteje. Ne. Tako da mislim, da zdaj postopamo v neko, upajmo dano, v neko tretje obdobje, ker v bistvu, tako kot Gray Cook recimo pravi, ne, first move well, then move often. Torej, najprej se gibaj kvalitetno, kakovostno, mehansko, perfektno, potem pa to obremeni in dodaj, ne, še več. Ne. Ja, se nekako je tak nepisano pravilo je pač, če se neka zadeva neka kompenzacija, napačno gibanje pojavi pri nekem osnovnem gibalnem vzorcu, če boš ti človeka bolj obremenil, pri nekaj 2/3 ljudi se v bistvu zadeva samo še slabša. Ker če preneseš tako v neko čist ljudski jezik, če se prav se mu neka zadeva pojavlja pri počepu, predklonu in podobnih stvarih, če boš človeka potem obremenil za skoki, bolj dinamičnimi gibanji, je majhna verjetnost, da bo zadeva potem tam popravil, ampak se bo zadeva še slabšala. Ne? Ja, res. Se pravi, v bistvu z tega vidika vadba za moč kot taka v bistvu eno najbolj kontroliranih okolja. Ne? Zato, ker je v bistvu res lahko izvedba v zelo nekih olajšanih okoliščinah, gibanje je počasno, ni nekih nenadnih sprememb, ni nekih zunanjih dejavnikov, ni tekmeca, ne vem koga. In v bistvu je zato z tega vidika ena verjetno najbolj varnih zadev. To mogoče tudi ta distinkcija, ki je treba narediti, da veliko ljudi, tudi strokovnjakov danes še ne razume, da pač šport pa vadba ni isto. Ne? Ja, to definitivno. Pač vadba je čisto neko znanstveno, strokovno sredstvo, s katerim v bistvu želimo človeka rehabilitirati. Ne? In tukaj pol prideva do besede, v bistvu, v tem, kar danes govorimo, ne, rehabilitacije. Kaj si ti predstavljaš pod pojmom, v bistvu, kaj sploh je rehabilitacija? Ne? Ker ta pojem si v bistvu na nek način nekateri ljudje želijo monopolizirati, ne? Torej, češ, mi rehabilitiramo, vi ostali delate, ne vem, vadbe, šport, karkoli. Ne? Ampak, mislim, tako, če pogledamo čisto z vidika navadnega človeka, za navadnega človeka je to zgolj beseda in povsem nepomembna. Po eni strani povsem nepomembna zdeva. Človek si želi zdravja iz neke faze, v kateri trenutno je, ne? In tukaj gre v bistvu zgolj za neko, se pravi, lastninjenje nekega pojma, nekega tega, ne? Če tako pogledaš širšo sliko. In tako, kot so rekli, v nekih področjih se v bistvu definitivno vsi prekrivamo. Pa ne bo zdaj to, ali je to vadba, tako mi kot fizioterapeuti v določenih obdobjih uporabljamo vadbo kot sredstvo. Tako da sigurno se prekrivamo. Zdaj, zakaj bi do neke točke rekel, da je zdaj rehabilitacija, potem ni več rehabilitacija, ne vem. Ti imaš v bistvu, vem, da imaš še čist nekak mal drugačen pogled, v bistvu, kaj je točno rehabilitacija. Tako da mogoče še kar lahko to... Meni se zdi zanimivo to, ne, pač recimo, pa kaj v bistvu sploh rehabilitacija pomeni, latinski izraz čisto preprosto, ne, rehabilitare pomeni obnavljati nekaj, ne. Torej nekaj dvigovati na višji nivo, torej tkiva dvigovati na višji nivo pripravljenosti
kot je bilo prej, ne, kot je v trenutnem stanju. Pa ne samo, če gledamo v bistvu širše na naše delo, ne samo tkiva, tudi psihološki nivo človeka na koncu. In iz tega stališča, v bistvu, če tako gledamo, ne, kaj mi želimo doseči, ne, kot vadbeni terapeuti, je v bistvu adaptacija na stresa, ne, ampak pozitivna adaptacija na stresa. Ker v bistvu vsako gibanje je lahko, kot smo prej omenili, imamo točko perfektne adaptacije na stres. Ko mi dodamo ravno toliko bremen, ravno toliko vaj, ravno toliko nasvetov človeku, primerno izbranih položajev, da človek v bistvu svoje in mišičevje, in nekak živčni sistem, in diske, in sklepe, in vse te strukture v bistvu adaptira na bolj zdrav nivo. To je v bistvu naš cilj, ne? Adaptacija na stres. Je to poznano kot neka superkompenzacija, se pravi nek trening, mogoče takrat v neki trenutni stanji, fazi utrujenosti in vsega tega, mogoče celo malo spusti naše sposobnosti, ampak potem, ko se telo obnovi, v bistvu doseže neko fazo superkompenzacije. In se to v bistvu nekako... Točno to, kar se dela tudi, v bistvu, če tako pogledamo širše, ne, kaj je rehabilitacija, ne, v bistvu vsak trening, ko ga tudi jaz naredim, ne, kljub temu, da sem recimo nepoškodoban zdrav, ne, je v bistvu ga moram gledati jaz kot rehabilitacijo, ne, ker jaz se želim rehabilitirati. Jaz se želim adaptirati svoje sposobnosti na višji nivo. Ne. Zdaj, ko mi delamo z poškodovanimi pri nas, ne, v bistvu želimo doseči isto, kot delamo z nekim športnikom. Ne. Torej, adaptacijo na ta stres. Seveda bomo uporabljali drugačne metode, ne, drugačno izbiro bremen in položajev, ne, razumeli ga bomo na drugačen način, ampak sama logika pa ista, telo se obnavlja. Ne. Mi želimo v bistvu te obnovitvene procese telesa spodbuditi. Ne. In se mi zdi, da v bistvu zanimivo je, mi želimo v bistvu glih povezati ta dva svetova, ker se mi zdi, da ta športni svet, pogosto ga zaradi tega tudi terapeuti, pa zdravniki gledajo malo po strani, ker se mi zdi, da doskrat preseže to točko adaptacije na stres, in gre v ta negativen presežek, ker je v bistvu tkivo ne adaptirajo potem več na višji nivo pripravljenosti, ampak ga v bistvu na dolgi rok škoduje na nek način. V športu je to pač tako, se zelo hitro pokaže, če se pač to zgodi večkrat, pač pride vam poškodba. Tako je. To pomeni neka napaka v trenažnem procesu. Ja, pač tukaj je v bistvu tako. Medtem, recimo, po drugi strani, se mi pa zdi, da to se tudi doskrat spregleduje, da to je en problem. Torej, recimo tudi v fitnessih, če se kdaj dela kaj preveč narobe ali pa kakšne stvari, da se v bistvu poškoduje človeka, da se ga ne adaptira pravilno. Ampak se mi zdi tudi drug problem, drugi vidik je pa to, da imamo pa tudi veliko terapeutov v Sloveniji, predvsem to je pa bolj svet terapij pa medicine, je pa to, ker pa dodajo nek prenizek stres. In sploh ne more doseči te adaptacije na stres in sicer stranke oziroma pacienta morda ne poškodujejo dodatno, ampak ga pa stalno ohranjajo nekako v tem, jaz temu rečem, polpoškodovanem položaju. In danes imamo veliko ljudi, ki v bistvu se sooča z nekimi težavami, pa niso zreli ne za k zdravniku, ne za nek fitness. Ni nekega preboja. Ni nekega preboja. Na neki točki, Vse to dejansko je problem. Tudi v bistvu če tako pogledaš velikrat neke čist klasične protokole raznih rehabilitacij, ki obstajajo, in če se spet vrnemo recimo na križno ves, ker je v bistvu vse skupaj zelo lepo prikazano, pa križna ves mogoče ni glih najboljši primer, ker gre v bistvu po fazah, ampak vseeno, če se bi tistega držal kot pijan s plota, sam veš, da večkrat ne bi kakšnega sestavil. Včasih je treba biti malo domiselen, pa ne da zdaj človeka boš s tem poškodoval, ker če dobro stopiš mehaniko gibanja, točno veš, kje dejansko nastaja neka bremitve. In če bi se zdaj držal vseh tistih priporočil, ki so ti jih vsi te dali, da bi v bistvu znotraj teh omejitev obstal, bi po neki določeni fazi, ko bi človek mogel biti že ok, človek še ni ok, in potem ga tle ne spraviš ven. Ali pa ta preveč ozkogledost, recimo, če pa pogledamo neke drugo stanje, ker pa ni neke akutne poškodbe kot pri ACL-u, recimo, če bi gledal bolečine v ledvenem delu hrbtenice, in pa včasih ta ozkogledost, kaj je klasičen nasvet, ko ima človek težave z ledvenim delom hrbtenice? Mislim, kaj ponovati tisto, kar je klasično? Ponovati rečejo, dajte delati vaje. Splošno. In to je recimo čisto ena taka klasična zadeva, ampak recimo, če tako pogledamo, sama dobro veva, vaje so velikrat pikane. Je res, da je potem to neka adaptacija tkiva na neko obremenitev. Ampak človek, zakaj so se mu že sploh pojavile te težave? Velikrat se to sploh ne pregleda. Vse to. Jaz imam velikrat občutek, se pravim, to, ki si rekel, da obstaja nekje znotraj tistega sivega območja, ko so, pa niso težave, je velikrat zato,
ker smo pač, ne vem, mogoče se jaz motam, ampak občutek imam, da smo večkrat prvi, ki človeka sploh pogledamo, kako se giblje. Pa se z njim pogovorimo. Pa kaj, v kakšnih položajih sploh preživi večino dneva, ne vem. Mogoče ta človek sedi 12-14 ur na dan, kupil si je neke vrste stol, ker je slišal, da je ta stol dober, mogoče sploh ni dober, ne? Sedi 12-14 ur, ni je vaje na svetu, ki bi to popravila. Pač, nije. Mogoče. In on je dobil pa na svet 5 vaj. Po možnosti še na listu napisane, ali pa teh 5 splošnih za vse isto. Ali pa dvakrat na teden obiskuje neko manualno terapijo, ne? Ali pa ta zadeva, pač. In se konstantno soočajo samo v bistvu s posledicami vsega tistega, kar on na dnevni ravni prideluje. In seveda ne more on izplatiti začaranega kroga, ker pač obremenitev je večja kot faza razbremenitve pri njemu, ne? In enostavno... Tukaj v bistvu pride do neke prve težave, ki v bistvu bi že morali nekako ki v bistvu lahko največ dosežemo pri v bistvu rehabilitaciji, ne? Pa ki bi se mogli tudi terapeuti največ posvečati, je v bistvu to, kaj ta človek, ta pacient dela, ko ni s tem strokovnjakom. Torej ne, večina ljudi se potem tisto uro fokusira sicer na pacienta, dela ali z njim vaja ali pa ga manualno obravnava, ne fokusira se pa na to, da ta človek v bistvu bo z njimi morda 1 uro, 2, 3 na teden. Kaj pa ostale ure? Ne? Kako spi, kako se vstaja iz postelje, kako, ne vem, po domač povedan se umiva zobe. Vsak ta je malenkost. Take 2 težave, ne, recimo. Ena je pri teh recimo nekih preobremenitvenih poškodbah ali pa nekih kroničnih zadevah, da ne pogledajo tega vidika. Podobno je tudi pri akutnih zadevah, tukaj je bila recimo, ne vem, da je nekdo strgal križno vez, kolikrat se nekdo res z njim pogovori, kakšen je bil sploh mehanizem poškodbe. Se pravi, kako je padel, zakaj je padel v bistvu. To veliko pove o človeku. Ok, zdaj, če mu je nekdo štartal na nogometni tekmi z nogo v sredino goleni, tam, kaj dosta človek nima edin, da bi res ta prav čas odskočil. To je edino, ker bi ga pač rešil. Ampak vse ostalo, ne vem, koliko je poškodb, ravno danes samo eno, ki je pač smučala in med smučanjem iznenadoma začutila, da je nota neki počel, padla in to je bilo to. In če v bistvu ne bi šla analizirati, kaj se je pri njej zgodilo, bi lahko ona opravila celo rehabilitacijo, naredila izokinetično testiranje, izokinetično testiranje naredila z odliko, ker bi ugotovila, da je razmerje ok, ampak pri njej bi se še vedno isti gibalni vzorec pojavljal. Enostavno, ko bi prišla pod neko fazo obremenitve, ki pri smučanju nastane, bi prišla v ta valgosni položaj, težišče bi se pomaknilo malo nazaj, še skupaj se pravi še malo sunkovitim gibom, idealno se pravi okolje za to, da se ponovno zgodi ista poškodba. In kolikrat je to, ne vem, pri nogometu, imaš nogometašico, zadnjič sem imel, pri spremembi smeri se je zgodila poškodba, čisto nekontaktna zadeva. Se pravi, tukaj ni zdaj ključno, mislim, je seveda, kaj narediš, kar se tiče krepitve in vsega tega, ampak ena ključnih zadev je v bistvu, da popraviš ta napačen gibalni vzorec, ki se potencialno pri njej pojavlja. En drug zanimiv primer je pa ravno ta tekač, ki je bil zdaj ravno pred časom tukaj, težava v bistvu na nivoju iliotibialnega trakta, spet terapija. Pa je v bistvu eno od bolj znanih. Recimo terapija je stala 55 €. Na terapiji je bil 15 minut. To vemo, recimo tekaško koleno, težave z iliotibialnim traktom, gre za preobremenitveno zadevo. On je tekač. Noben ni pogledal njegovega gibanja, se pravi, tudi če zdaj potencialno on to zadevo odpravi, čeprav 55 € za 15 minut, pa vsi vemo, da verjetno bo mogel ene 5-krat iti tja, da bo to zdaj odpravil, 250 € strošek ni majhen, glede na to, da ni dobil nobenega napotka, kaj doma delati. Ampak noben ni pogledal njegovega gibanja, se pravi, preobremenitva poškodba se bo potencialno spet lahko dokaj hitro pojavila. In kaj bo šel spet na 5 terapij, še enkrat plačal 255. In slej ko prej bo tak človek nehal teči, zato ker se mu bo tek zameril, pa mogoče tek ni primeren za njega, samo par korekcij bi mogel. Samo par korekcij, Kot druga, to, kar sem omenil, nobenega napotka za domov, ne vem, kaj lahko ta človek doma naredi, ker očitno je nekje težava, da se to sploh pri njemu pojavlja. Ok, mogoče je bila preobremenitev, ampak vseeno pač, kaj ne krepi, ne vem, prihaja do povečane notranje rotacije iz kolka ali je nestabilna medenica ali karkoli. Zdaj tukaj tudi prideva v bistvu do tega, zakaj je v bistvu vadbena rehabilitacija v bistvu ne samo, da je rehabilitacija, ampak je v bistvu bi mogel biti
primarno sredstvo rehabilitacije. Ne. Ker, kako si omenil, ona je terapeutka na njem izvajala neko pasivno obliko terapije. Recimo, če gre zdaj tukaj ali za, ne vem, tekar terapijo, ali gre za lasersko terapijo, karkoli, ultrazvok, karkoli, pa recimo, da uspešno bi zdaj ta bolečino iliotibialnega trakta odpravila, kot si sam rekel. Pojavili so se težave zaradi nečesa, kar oni niso pogledali. Zakaj se sploh ta iliotibialni trakt začel boleti? In tudi če ga odpravijo te težave, on da 200-300 evrov. On gre nazaj teč. Pri tej mehaniki teka, ki jo je imel, pri teh obremenitvah, je velika verjetnost, kako si rekel, poškodba se bo zopet ponovila. Ne? Ja, seveda. In ne, pa se tukaj bi mogla biti ta zadeva, ker smo že čisto na začetku govorili, te širši timi, ne? Tako je. Tako je. Jaz vem, se pravi, da nekih manualnih tehnik ne znam in pač ne bom posegal v to področje, ampak vem pa, mislim, se hitro ujameš to da to pozabiš, da hočeš vse sam narediti, ampak ja, moraš pa vedeti, če hočeš odgovorno do nekoga pristopati, ki je tvoj manko, se pravi, ja, jaz ne bom z nekom upravljal neke fizikalne terapije, ampak vem pa, da je tudi poleg tega potrebna tudi naš del, moj kineziološki del, se pravi, v tem primeru bi nek odgovoren terapeut, recimo, poleg tega, kar je opravil, če nima znotraj svojega tima, njega napotil nekam, kjer bi v bistvu še nekdo vsaj mu to dal nek nasvet, torej, da to ni dovolj, da nek pošten nasvet, pač, lejte, dali ste 200 evrov za te terapije, ampak prosim se vam povem, da se bo zadeva povrnila. Torej, dajte si najdete neko usposobljeno osebo, ki vam bo dala primeren nasvet, kako zdaj to rešiti. To mislim, da je tako odgovorno, da če hočemo res gledati za korist, a ne človeka, pacienta, ne samo, da zdaj pobiramo denar od njega. Je pa zelo pomembno, se mi zdi, da se tle res oblikujejo te timi, ker to tudi sama veva, da v bistvu, ko prehaja z ene institucije v drugo institucijo ljudje, čeprav bi bilo za ljudi dobro, da grejo še tja, ampak pač enostavno se nekako zgubljajo vmes. Zgubljajo se vmes, In so potem na slabšem in ljudje. Sploh zato, ker enkrat terapeut odpravi akutno bolečino, več težave in potem tudi človek gre težko naprej. Vsi smo mali in ko je enkrat bolj, mislim, recimo, jaz sem tekač, pač, in ker rad tečem, določene stvari recimo ne maram delati, zdaj, ko enkrat neham voleti, jaz bom šel spet teč, zato ker rad tečem, tistih vaj pa nisem maral delati. In pač normalno, ko te pa še pošljajo v neko drugo institucijo, ker te ni direktno znotraj ene ure, to se vse upravili, je pač problem. Tako da sigurno, te širši timi so sigurno ključ do uspešnih rehabilitacij, do v bistvu spostavitev nekega višjega. Pa na ta način tudi se mi zdi, da bi vsak udeleženec v rehabilitaciji, vsak strokovnjak, tudi malo bolj široko razumel sam proces rehabilitacije. Ker, tako kot pravi rek, if you have a hammer, torej, če imaš kladivo, ti vse zgleda kot žebala. In to smo vsi v bistvu nekako krivci tega, to je treba priznati, pač jaz seveda vse želim nekako, vsakega, ki pride k meni, želim nekako popraviti z mojimi nasveti in ugotavljanjem in videnjem njegove mehanike gibanja, torej z vajami ali pa z nekimi nasveti o dnevni higieni gibanja in tako naprej. Medtem ko, nek kirurg bo to poškodbo tega človeka, ki ga jaz rešujem z vajami, videl kot nekoga, ki je primeren za njegov nož. Spet nekdo drug bo videl kot nekoga, bo to isto stranko videl kot tistega, kot je primeren za njegove roke, da ga manualno obdela in tako naprej. In zdaj kaj mi želimo doseči, tudi pri nas je v bistvu neko optimalna, tudi stroškovno gledano, to se mi zdi zelo pomembno, ta ekonomski vidik, stroškovno gledano, kjer je res tista, da izberemo v bistvu optimalno rehabilitacijsko metodo za vsakega posameznika. Zato se tudi povezujemo v bistvu strokovnjaki, drugimi, da pri strankah, katerih res vidimo, da naš pristop potrebuje še neko pomoč zraven, da res takrat priskočijo na pomoč. Ne pa zdaj, da kar to nekako dogmatično gledamo, moramo vas manualno sproščati, moramo sproščati vrat, ker vemo, da so kontraindikacije tukaj. Pa sej tako, če se pravim, tako, ko imaš širši tim, tako, ki si sam omenil, ta prednost je, ker lahko direktno nekom diskutiraš o nekih stvarih in se potem hitro vidi, kaj lahko kdo doprinese, ker pač argumenti, pa znotraj ure lahko potem sodelujeta 2 strokovnjaka, mogoče 3 strokovnjaki, pač znotraj iste obravnave, ni zdaj to, tukaj sem jaz, tukaj si ti, tukaj je zdaj tretji, ampak v bistvu se vse skupaj poveže in vsi napredujejo tako z vidika znanja,
po eni strani, ne, ker lahko vidijo, kaj dela drug. Po drugi strani je pa stroškovno bolj ugodno za tistega, ki je tukaj prisoten. Ker drugače bi mogel pa do prvega, drugega in še tretjega na vsako zadevo posebej. Vsak bi to zadevo še malo raztegnil, zato da dobi še dodatne 2-3 ure noter. Mislim pa preprosto zato, ker pač iz svojega vidika drugače vidi. Ker še ni okej, ne. In tako da tle sta sigurno dve take. Meni se tudi ta vidik, ki sem ga dalje povedal, stroškovni, ne. Se mi zdi, no, da tukaj so te povezave v bistvu najbolj neka stvar prihodnosti. No. Zato, ker se mi zdi, da če pogledava naše stranke, pa ki so bile na drugih obravnavah, koliko enega denarja se res pokuri, ne, in v javnem zdravstvu. Čas je denar, Čas je denar. Ampak koliko časa traja, časa in denarja. Kolesje zdravstva, sigurno. Če govoriva ne samo v javnem zdravstvu, kjer je sploh, a ne pač zadeva rehabilitacije zelo alarmantna, ampak tudi tako, ne, če pogledava, ne vem, privat, ambulante in tako naprej, se mi zdi, da so vsi nekako zadovoljni s svojim statusom, ki ga imajo, nekako nihče ne gleda malo širše, no, mislim nihče, zdaj se to pač zadeva malo spreminja na srečo. Sej tako, da ne bo strogo sodla. So tudi ljudje, ki znajo na pravi način seveda velikrat pristopati, ampak včasih pa gre bolj kot ne samo za podajanje od enega drugega, pa tako, kot si prej že omenil, vstaja v neki umestni coni, brez v bistvu nekega izhoda, kako v bistvu reša to zadevo. V bistvu to je tudi ena od, se mi zdi, stvari, katero bo v naslednjih podajah še. Bo šla mehko bolj v posebne tematike, ne? Torej vrat, pa v bistvu gostila ravno ljudi, ki v bistvu želijo narediti tle naprej en korak. Mogoče stopiti ven iz teh klasičnih okvirjev, ki so mogoče prisotni. Tako je. Ali je to tako z vidika poškodb, mogoče z vidika nekih obravnav pri nekih kroničnih bolnikih, rakavih bolnikih, tako da take. Mogoče primere dobre prakse. Gostila bova pač različne zanimive ljudi iz področja vadbe in rehabilitacije. Tudi če bi koga recimo, ne vem, zanimali, da bi, mislim, da ima kdo kakšen predlog, koga bi si želel videti tukaj, bo zelo vesela, če se v bistvu da kakšen predlog, ker tudi sama še v bistvu iščeva te ljudi. To je v bistvu vse, od zdravnikov, fizioterapeutov, vaditeljev, trenerjev, takšnih in drugačnih ljudi, ki imajo malo drugačen pogled na to prihodnost vadb in rehabilitacije. Ker vedno se pravi, nek tak kritičen pogled, pa znati razmišljati svoja glava lahko pripelje se prav zadevo na višji nivo. Dokler vedno ostajaš nekje v tistih varnih območjih, conah ugodja, pač ne narediš tega preboja. Zato pač, malo namen tlele. Točno, mislim vedno, to, ker je naš moto, mogoče tudi o tem še kakšno besedo rečeva za konec, da kako mi merimo, kako, recimo jaz vidim, kaj je za nas uspeh. Kaj je za nas uspeh? Se mi zdi, zelo različno videvajo različni strokovnjaki, kaj je uspeh. Za nas se mi zdi, je uspeh to, ne kako gre stranka po eni naši uri ven, a jo boli, a jo ne. Ampak čez pol leta, ko te stranke sploh ne vidimo več, a pa čez 1 leto, 2, ta stranka pokliče, ali pa jo mi pokličemo in reče, zdaj lahko smučam brez bolečin, zdaj lahko dvigujem uteži, zdaj lahko delam vadbo, se gibljem optimalno, super, brez problemov. In to je res tisti končen uspeh. Torej nekako, da iz ljudi naredimo odporne živali. Da si mu znal nekako pripeljati te stvari njemu na tako razumljiv način, da je on te stvari usvojil, kaj mora v življenju delati in vse to. In da je on na dolgi rok vplival. To se mi zdi zelo redo povedal, ker pač velikrat se sod potem, kakšen je prišel sem na 1 uro in kakšen je z tiste ure šel. Pač vsi, ki delamo, za katerim je gib in vadba nekako sredstvo, vemo, da vsaka zadeva zahteva neko adaptacijo, recimo. In pač enostavno, vrhunski športnik se ne naredi od danes do jutri. In podobno je tukaj, pač vrhunski šport zahteva še daljši čas, ampak tudi tukaj zahteva nek čas. In če ga mi v tem času navadimo nekih stvari, da on to potem prenese, je to potem lahko tak nek res recept za uspeh. Ko on nekako zastop vse temelje, ki so zadnji. Ne da v bistvu
se samo Ne, damo ne da je on površinskimi zadevami. tako, pa ne da je on igračka terapeuta, Ja, da je pasiven v tem procesu, ampak da v bistvu konec koncev z našimi nasveti on postane nekako sam svoj terapeut, recimo temu. Torej, in to se mi zdi, da tudi neka res lepota našega dela, da v bistvu ne človeka sam fizično dvignemo na višji nivo, ampak tudi psihološko. Zato ker tak človek, ki gre čez nek tak proces rehabilitacije, je tudi močnejši v svojem umu. Prvič v poznavanju sebe, drugič pa tudi v nekem svojem umu, ker ni bil nekdo, ki se je prepustil zdaj drugim, pa dajte mi vi poklepati skupaj, ne? Ampak je bil nekdo, ki pač je sposoben razumeti, zakaj je sploh dobil težave in kako bo zdaj to odpravljal in kako bo zdaj to ohranil, da bo zdrav. Ne? In tukaj se mi zdi, da to je tako res nekaj najlepšega, ko vidiš pol pri ljudeh, da so nekako bolj gibalno sposobni. Ne? To je končen proces rehabilitacije, ne? Oziroma pač tisti podaljšan proces, ki se pa skozi nadaljuje v bistvu. Tako da v bistvu rehabilitacija ni nikoli konc, ne? Če tako gledamo. Sej, tako kot ni neke ločnice med obravnavami, tudi ni neke ločnice med tem, kdaj je nekdo res, mislim, so določene stvari, ko lahko rečeš, da je človek pač izenačil neke stvari, ampak potem vedno obstaja neke nadaljne zadeve, človeka, da se človek adaptira na neke obremenitve, če hoče napredovati v nekih stvarih. Sigurno. Vidiš, smo imeli kar hitro minilo tole, se mi zdi. Koliko? Kar enih 40 minut, pa urce smo imeli, ne? Lepo. Ja, slabi 40. Mislim, da ja. Mislim, da kar lepo sva tole za začetek, za neko vod strnila naše razmišljanje, našo filozofijo v Kinvitalu, kako mi delamo, pa kako tudi želimo videti nekako prihodnost, kakšno prihodnost želimo videti, pa tudi kako nekako skušamo vplivati na druge, da se nam nekako pridružijo pri tej naši filozofiji in se nam pridružijo na tej poti, kjer, kot sem kar omenila, je naš cilj, da nekako ljudi naredimo res sposobni biti odgovorni sami za sebe, biti samoodvisni. To je res nekaj najlepšega, kar se lahko vidi. Tako da... A boš naredil še en zaključek v stilu prodajalca sesalcev? Do novega leta imate Black Friday, ugodno, knjiga Mehanika ugodno. Torej, ne, nobenih sesalcev ne bomo prodali. Lahko se verjava tudi na brezplačni posvet, ni napačno. To pa res, to se da povedal, Torej, pri nas je vseeno neka taka zanimivost, ki je pa lahko minilo, nekako mogoče neka drugačnost od drugih terapevtskih obravnav je to, da ponujamo brezplačni posvet. Zdaj, povej tvoje mnenje, zakaj ga ponujamo? Meni se zdi zato, ker da človek se sploh nekako odpre v nekih stvarih, ker je zelo pomembno. Ker preden začnem z njemu delati, je meni zelo fajn, če sem se že njemu prej pogovoril, da vem v bistvu s katerimi stvarmi sploh začeti. Da vem tudi, kako človek razume svoje trenutno stanje, ali je psihično potrt, ali vse skupaj. In ta zadeva se mi zdi tle zelo pomembna. Da ni takoj vržen v nek sistem, ampak da najprej en drugega spoznamo. Ker tako, kot si vas zdaj cel čas govorila, sam celosten pogled lahko pripelje nek rezultat. Zato ta brezplačni. Ker se mi zdi tudi od mene, se mi zdi neodgovorno, da bi zdaj nekomu računal že kar vnaprej, predno bi jaz sploh vedel, kaj jaz lahko njemu izboljšam. Ker že mi zelo hitro dobimo nekako že s pogovorom in ko ga vidimo človeka, v parih minutah dobimo že pogled, ta tip poškodbe, ta tip človeka, ta tip nekako znamo rangirati, toliko lahko prinesem. To je za nas, nekaj zdeva pa ni za nas. In potem pač povemo, kakšni so nadaljnji koraki. Tako to se mi zdi zelo tako odgovorno, pa obenem pravilno, pač na ta način. Mi spoznamo njega na hitro, on nas, pacient nas. Tako da ta brezplačni posvet vas v bistvu vabimo, da se ne prijavite, karkoli imate, kakšnekoli težave, s katerimi koli sklepi, mišicami, skeletom, gibanjem, bolečine, bivše poškodbe, karkoli. In vam bomo na brezplačnem posvetu vas bomo usmerili ali na naše delo ali pa na delo naših kolegov, strokovnjakov, s katerimi smo povezani iz vseh mogočih strok. Tako da super za tale pogovor, Luka, tako da danes sva naredila nekako vodno, potem pa drugič verjetno nadaljujemo že za kolegico živo. Za drugice pa zares malo pripravlja, tako da zadevo sprava na malo resen nivo. Tako. Ne resen.
mora biti še vedno, kako bi rekel, razumljiv in razsvetljujoč. Tako da so zanimive stvari, pa razumljive. Zdaj pa dosti, Ja. ne dam preveč blazila. Teda, se slišimo. Okay.